Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. En lep dober večer vsem, ki ste danes prišli na predstavitev knjige Gret in Gret. In sicer je z nami pisateljica, ustvarjalka te knjige Urška Klakočar Zupančič, ki prihaja iz Ljubljane. Tako da je to v bistvu v živo dogodek po dolgem času. In smo res veseli, tako mi na Zasavski univerzi, kot tudi v knjižnici Zagorje, da je uspel. Imamo v bistvu zelo skupaj te aktivnosti, to malo ne meša. V glavnem, zelo smo res veseli, da nam je uspel v živo izpeljati tale dogodek, da so se stvari toliko sprostile, da ste lahko prišli v knjižnico, no? Da nam ni treba zopet biti za ekrani nadaljavo. Tako da zdaj vam pa kar, Igor, predajam besedo. Mateja, hvala. No, Mateja, glede na to, da si omenila Trbovlje tudi, ne, pa deva začeti z Trbovljami. No, živite v Ljubljani, odraščali ste na nek način pod Sevniškim gradom, zato mogoče tudi ta knjiga, o kateri bova potem več govorila. Rodili ste se pa v Trbovljah, ne? Ja, res je. Jaz sem rojena v Trbovljah in sicer junija meseca v letu 77, tako da zdaj sem izdala, koliko bom kmalu stara. Zakaj? Je v bistvu res, v bistvu je zanimivo, no? Ker matere oziroma bodoče matere, ki so živele v Sevnici, so ponavadi hodile v Brežice ali pa v Celje rojevati. No, moja mama je imela pa ginekologa iz Trbovelj in je zato tudi šla v Trbovlje in zdaj, ko sem nekoč bila na enih predavanjih, so nam predavali eni kriminalisti, se prav spomnim, kako sem sedela pa poslušala in so nam govorili o eksplozivih. In naenkrat reče predavatelj, ja, na slovenskih tleh in sploh v jugoslovanskem času, pa tudi zdaj seveda vse do današnjega časa se je največja eksplozija zgodila v Trbovljah. Leta 77, 19. junija, je eksplodirala bomba na mednarodnem vlaku. No in jaz sem se obrnila k svojemu sosedu, pa sem rekla, no, leta 77, 19. julija v Trbovljah sem se jaz rodila. Z velikim pokom očitno, ne. Tako da oče mi je pa velikokrat govoril, ja, da se je vozil v Trbovlje in da je videl, kako je bilo tam pri železniški postaji, pač tisti vlak in se tam razrito od te eksplozije, no, tako da je bilo zanimivo, no, sem to zvedla šele dosti kasneje. No, takrat zagotovo še niste pisali. Preden ste pisali, recimo zdaj vemo, koliko ste stari, pri teh letih je išla vaša prva knjiga, ste dali pa kar zanimivo šolsko, pa tudi poklicno pot. Glejte, jaz mislim, da je bil kar greh, da nisem prej začela pisati, ker jaz sem kot otrok zelo veliko pisala. Že tako dosti zgodaj, tam 11-12 let, sem napisala že celo knjigo, ampak takrat je bil čas, ko se knjige niso kar tako izdajale. In to je bil čas, ko so bile zadeve oziroma politično ozračje pri nas zelo nemirno. Slovenija se je počasi osamosvajala, tako da je bil tak zelo buren čas. So pa na RTV, kamor je tisti moj rokopis oziroma tisti, kar sem jaz tipkala na pisalni stroj, na en star pisalni stroj, kamor so romali te zapisi, spoznal nekaj v tem in so naredili iz tega radijsko igro, ki smo jo potem poslušali vsako jutro na prvem programu in že to se mi zdi je bilo tako zame kot otroka tako wow. No,
Potem pa je življenje pač šlo svojo pot. Jaz sem seveda skozi govorila, da bom pisateljica. Potem pride pa tisto vprašanje, ne, kaj pa boš kot pisateljica, ne, kako boš pa do denarja prišla, kako boš pa živela od tega. Tako da, ja, potem se je že zgodilo, da sem nekaj časa šla v tujini živela, eno štipendijo sem dobila, sem bila nekaj časa srednješolka v Veliki Britaniji. No, potem pa pravo, poglejte, zdaj, če bi se še enkrat odločila, se mogoče ne bi za isti študij odločila. Pa naporen študij, pa magistrski študij, pa potem zamenjava magistrskega študija, pa potem tudi ljubezen, pa se ti zdi, da moraš malo sveta videti, ne. Pa hvala Bogu, da sem ga, no, ker zdaj se ga ni dal. Potem pa že seveda ti rečejo, bo kakšnih otrok, bo kaj, potem pa seveda otroci in ja, ni časa, no, oziroma tisti čas, ki ga imaš zase, ga ne porabiš sedeče, če se le da. Zakaj je zdaj nastalo? Glejte, v življenju se tudi zgodijo določene stvari, ki enostavno sem jih morala nekako dati ven iz sebe in enkrat sem se usedla in kar začela. In je stekel kar naenkrat. Zelo malo mesecev, ne? Ja, to zelo vsi tako poudarjajo, ne, 4 mesece, ne vem. To znanje, ki sem ga jaz v knjigo prelila, no, ker nekaj znanja vse je noter, zgodovinskega znanja, tudi nekaj pravno-zgodovinskega znanja, sem jaz že imela, ker sem si ga pridobila na magisterskem študiju in potem, ko sem pisala strokovne članke, ki so bili zelo dobro sprejeti, tako da ni bilo treba toliko brskati po kakšni literaturi ali pa po kakšnih virih, in sem v bistvu res lahko samo pisala. No, jaz sem to knjigo dobil v roke, seveda mislim, da tam nekje pri 100 straneh, ne, sem nekako vzpostavil kontakt in sem takrat napisal. Res me je pritegnila takoj. Seveda ste mi vi potem nazaj odgovorili, upam, da boste nadaljevali še naprej, ker se še dogaja, seveda se dogaja, ampak nekako nisem mogel počakati do konca, sem moral že malce prej povedati, da je knjiga čudovita. Res se bere zelo čudovito in prvo, ponavadi komentiram, ko berem ženi in prvo, kar je bilo, sem dejal, tale gospa, ki je to knjigo napisala, ima pa zagotovo rada konje. Ja, zelo jih ima rada. Ker pišete tudi ta Greta ima konja, ne? Tako, ja. Pa veste, da mislim, da skoraj težko najdeš koga, ki ne bi imel rad konjev, ne. Konji so tako čudovite, velike, krasne živali, imajo neko posebno energijo. Tudi svoj von, ne? Imajo tudi svoj von, ja. Zdaj, nekaterim je moteč, tistim, ki pa imamo radi konje, pa ni, ne, pa dejansko dišijo, ne. Tako da, glejte, konje, že to, da jih uporabljajo za zdravljenje ljudi z različnimi težavami, tako z fizičnimi kot psihičnimi težavami ali pa otrok, recimo, ki imajo kakšne razvojne motnje, se mi zdi zelo pomenljivo, no. In če ste imeli ali pa boste imeli ali pa imate tako srečo, da ste blizu njih, lahko začutite neko neverjetno moč, toplino in energijo, ki jo oddajajo in s čimer vplivajo na ljudi. Jaz imam tamle prijateljico, ki je prišla z mano, ki nikoli še ni bila na konju, dokler nisem jaz pač nekako prisilna, da naj gre na konja. In jaz sem ji rekla, zdaj pa tako, ko greš na konja, ali ne greš nikoli več dol, ali pa nikoli več gor. No in ona je tista, ki ne bo šla nikoli več dol, ker te kar zasvojijo, no, na nek način. Tako da jaz mislim, da je ena boljših stvari, ki sem jo naredila v življenju, da sem se naučila jahati. Ker sem potem na različnih delih sveta, ki sem jih obiskala, vedno šla jahati. No. Tako da sem jahala tudi v čisto zadnjem mestu pred Antarktiko v Argentini, v Ushuaii. Zanimivo. No, naslednjo, kar nekako človeka pritegne pri branju in na kar sem seveda pomislil tudi na vas, ker vem, da ste tudi sodnica,
je tudi dobro poznavanje pravnih zadev, ne. Veliko sicer so čarovniški procesi, ki se zdijo tako enostavni, poenostavljeni, predvsem pa zelo kruti, ampak vseeno, brez neke pravne podlage bi to nekdo težko napisal. In pri vas tisto, kar ne pišete, nekako drži, ne? Ja, lejte, jaz sem v bistvu več zgodovinskih stvari noter vključila. Ena od njih, ki je seveda najbolj zanimiva verjetno, ne, in spet tukaj dvomim, da je kdo, ki bi rekel, to pa me nič ne zanima, ne, ker nekaj magičnega pa temačnega ljudi pritegne. Bodimo iskreni, ne, to nas malo pritegne, ne, saj zato pa imamo grozljivke in tako. Pač, in to gledamo, ne, seveda z veseljem, da nismo udeleženi v tem. Ja, lejte, jaz sem tudi v okviru študija že bolj proučevala čarovniške procese, ker na Slovenskem jih je bilo kar precej. Veliko žensk in tudi moških je bilo sežganih zaradi obtožbe, da gre za čarovništvo. V glavnem so bili ljudje na grmadah, ker so jih obtožili čaranja, ampak tistega pravega čaranja, da so začarali nevihto, da so začarali to, da je prišla bolezen nad vas, ali pa kakšne naravne nesreče. No, v tej knjigi sem si pa drznila postaviti žensko, ki je šla na grmado v majčkeno drugačno vlogo, ker, če smem, bi vam pač povedala, da čarovnice je preganjala tako cerkev kot posvetna oblast. Cerkev je imela v ta namen ustanovljeno inkvizicijo, ki je sicer preganjala najprej nevernike oziroma odpadnike od katoliške cerkve. No, kasneje, tam v 16. stoletju so se pa spomnili, da bi pa še čarovnice preganjali, verjetno zato, ker so zašli v eno krizo, cerkev je zašla v eno krizo s tem, ker se je protestantizem pojavil in tako naprej. In do takrat so zanikali obstoj čarovništva. Pač cerkev sama je imela celo pravilo, Gracijan, ki je uzakonjal njihova pravila v zakonik, je izrecno prepovedal kaj takšnega, oziroma je imel čarovništvo za plod človeške domišljije. No, kasneje so se pa odločili, da se bo to spremenilo in papež je dal 2 dominikanskima menihoma nalogo, da spišeta eno najbolj obscenih del, ki so bila spisana v Evropi. In sicer to je knjiga Čarovniško kladivo, po latinsko Malleus Maleficarium, kjer je opisano, kakšne so čarovnice, kaj počnejo, to je res pornografija, to, kar pišejo, ne? Kaj počnejo, kako jih spoznati in kako jih seveda kaznovati in predvsem seveda tudi kako se zavarovati, ne? Te bogi menihi, ko so prišli do čarovnice, jih lahko začarala. Tako da cerkev je recimo preganjala ženske, ki so bile bolj razmišljujoče, ki so izstopale, ki so si več upale, kot je bila tukaj v tem primeru Greta, ki so bile bolj čustvene, lepe ženske, ki so bile za menihe mamljive, a ne, so bili le moški. In pa porodničarke. To so bile pa ženske, to so bile babice, a ne, ki so pomagale pri rojstvih in rojstvo je bilo takrat za moške, predvsem za te menihe, ali pa recimo rečemo te duhovništvo, je bilo rojstvo nekaj skrivnostnega, ker nikoli niso bili udeleženi v tem, ne, vedno je bila ženska zraven, ko je porodnica rojevala, moški niso smeli biti zraven takrat. In zato je bilo to zavito v eno tančico skrivnosti. Velikokrat so otroci umrli v porodih, ženske so umirale v porodih in kaj boljšega kot babico obtožiti, da je začarala otroka, sploh zato, ker babica je imela vseeno kar velika pooblastila, ne? Lahko je tudi krstila novorojenca, če je bila vsaj majhna možnost, da se je rodil živ. No, po drugi strani pa posvetna sodišča, to se pravi sodišča čisto posvetne oblasti, državna recimo, ne, če tako rečem, da jih ločimo od cerkvenih, so pa tudi preganjala čarovnice, ampak ta so bila pa bolj na coprnice mahnjena. To se pravi tiste čarovnice, ki so na metlah letele vsako soboto na bližnji hrib in tam rajale in s hudičem imele orgije in tako naprej in potem seveda je prišla nesreča in to so bile pa ženske recimo tudi na nek način izstopajoče, lahko s kakšnimi znamenji ali mogoče pohabljene ženske, ne vem, ženske, ki so mogoče imele takšnega izgleda, ne, tako da
Niso bile varne, no? ne ene, ne druge. Ne? Tako da je bil težek čas za ženske. Jaz predlagam, da en odlomek preberem. Ja, prosim. Jaz sem si tu označil, doma pozabil očala, tako da svetlobe je kolikor toliko dovolj. No, dogaja se seveda z Greto. Ne? Ja. Čarovnica neprenehoma išče nove žrtve, njenim urokom pa se noben mož ne more upreti. Ni je zemeljske sile, ki bi bila tako močna, kot je močna sila, s katero čarovnica vleče moškega v svoje drobovje. Temu se ne more upreti niti maziljen duhovnik, pa naj bo župnik, škof ali celo sam papež. Zato se nikoli ne sme kriviti moškega za to, da je spustil svoje seme v čarovniško nenasitno brezno. Kriva je vedno coprnica, preoblečena v zapeljivo žensko. Zato je nujno in potrebno, da se izpraša in tudi muči, če je treba, vsako žensko, ki je lepša od drugih, in tudi vsako, ki preveč misli. Ker taka ženska je skoraj zagotovo čarovnica. Ženske je namreč Bog naredil slaboumne in manj vredne od moških, zato je v nasprotju z Božjim redom, da ženska zna in ve več od moškega. V skupino zelo sumljivih žensk spadajo tudi hebanke, torej porodničarke. Ker pri porodih ponavadi moških ni zraven, je babištvo treba jemati kot zelo resno grožnjo, da gre za čarovništvo. Vsako obtožbo zoper hebanko je treba natančno preučiti. Osumljenko pa nujno podvrči čim bolj surovemu mučenju, ki bo s telesa zagotovo privleklo še tako skrito čarovniško umazanijo. Ne bom govoril, kaj vse se je dogajalo naši Greti, ampak še nekaj sem iskal v vašem življenju in sicer ta Greta je zelo veliko premolila, preklečala na grobu svojega sinka, ki je umrl, ker je bil božjasten, epileptične napade je imel. Seveda so ji pomagali na različne načine. No in tu je spet sporednica z vašim življenjem. Ja, to je pa bolečina, ki sem jo jaz izlila v knjigo. Jaz imam sina, ki je epileptik. Dvojček, ne? Dvojček, pač imam dva sinova, dvojajčna dvojčka. Eden od njiju je začel dobivati epileptične napade pri 3 letih in moram reči, da to je nekaj najhujšega, kar sem v življenju dala skozi. In je tako vplivalo na moje življenje, da me nobena stvar več ne more premakniti. Ker ko enkrat držiš otroka v svojih rokah in ne veš, a bo zadihal, se nekaj spremeni v tebi. In lejte, bilo je težko, skoraj 3 leta je bilo težko, ker nam niso znali pomagati v Sloveniji in smo zato iskali tudi pomoč v tujini. Jaz priznam, da sem se v nekem trenutku sesedla popolnoma, ampak potem, ko sem se nekako pobrala iz tega ven, pač sin je imel napade vsako noč po 6 napadov, to so bili hudi napadi, to je težko tudi govoriti o tem. No, potem, ko sem se enkrat pobrala, sem se odločila, da pač grem do konca, če najdem nekoga, ki mu bo znal pomagati. In smo našli enega zdravnika, profesorja v Nemčiji, kamor smo otroka peljali. Jaz sem šla brez upanja tja, ker smo že prej bili v tujini in se ni nič zgodilo. In ko smo prišli tja, lejte, je že sam nastop tega zdravnika bil drugačen in gre za pa človeka, ki je življenje posvetil proučevanju te bolezni in je otroka res zelo celostno obravnaval in tudi postavil diagnozo redkejše oblike epilepsije in tudi pravilno terapijo mu zapisal. In fantek je danes krasen, hodi v 2. razred in lejte, on je krasen fant, se še zgodijo kdaj kakšni napadi, ampak mi nismo več v strahu zaradi tega, ker so veliko blažji, veliko redkejši in jaz upam, da jih nekoč tudi ne bo več imel. Hodimo in redno kontaktiramo s tem zdravnikom, tudi nekaj drugih mamic sem že
napotila zdravniku. Pa zaenkrat so vsi otroci boljše, no, tako da očitno je res nekaj na tem, koga imaš za zdravnika, oziroma kakšen strokovnjak je, kje si je nabiral izkušnje. Predvsem se mi zdi, da so izkušnje zelo pomembne, kar pri nas očitno tega ni toliko, pa se je tudi razumljivo, ne, se smo pa majhen narod in nimamo toliko specifičnih strokovnjakov. Tako da, ja, to je bila v bistvu moja osebna tragedija na nek način, oziroma bom rekla tragedija z dobrim koncem zame, ne, hvala Bogu. In jaz mojemu sinu velikrat rečem, no, ti si zame največji junak na svetu. Ker to, kar si preživel in kako si to preživel in kakšen si zdaj, ga ni junaka, ki bi zame bil večji od tebe. Ne. Tako da tukaj je seveda drugačen bolj žalosten, konec, ja, ampak ima svoj namen, ker seveda si tudi predstavljam, oziroma vem, da takrat v tistem času niso poznali te bolezni, ponavadi so jo pripisovali hudiču, a ne, hudič je obsedel nekega vaščana. Čeprav so že stari Grki govorili, da naj bi to izviralo iz glave, vseeno takrat še niso bili toliko napredni, a ne, da bi to znali pravilno zdraviti. Tako da jaz sem v knjigi opisala tudi recimo poskus, kako so se tega lotevali, pač brala sem o tem, zdaj iskreno ne vem, a so to res tako delali ali ne, ampak jaz sem pač prebrala, kako so se poskušali znebiti epilepsije, pa še druge načine, ja, kako si je v bistvu mlada ženska z otrokom s hudo obliko epilepsije pomagala in kako hudo je bilo, ker dejansko ni nič pomagalo, ne? Tudi molitve niso pomagale. Ja. Pa tudi ni imela prave opore pri svojem možu, ne? Ja, vi ste jo imeli? Jaz sem jo imela, ja, seveda, absolutno. To je pomembno, ne? Zelo pomembno, tudi recimo, kar ko mati enkrat odpove, je zelo pomembno, da pač partner pristopi in da on prevzame kakšno obveznost. Ja, to je bila pač zgodba, no, ker sem jo potem peljala naprej, sem morala pa vključiti druge like, ne, tako da to je bila čista pisateljska svoboda. No, seveda, moški sodijo, ne, v tem procesu, torej so nekateri zelo kruti, ampak a ste imeli tudi vi tako srečo v življenju, da ste imeli tako dobrega očeta, kot ga ima Greta, kot ga je imela Greta? Moj oče je izjemno dober človek, ni sicer tak, kot je Gretin oče, ampak moj oče je bolj boemski tip, ne, on je malo umetnika. Imam pa mamo tudi po drugi strani, ki je pa zelo dominantna in taka bolj racio, oče je bil bolj čustven, mama je bila pa bolj racionalna. Tako da starši od Grete so v bistvu popolnoma drugačni od mojih staršev. Ne? Jaz si ne predstavljam, da bi moja mama čepela, ne, pred razpelom in se kesala za svoje grehe. Ne? Ja, takrat je pa, sem si seveda zamislila, da ženska, ki je naredila tak greh, kot je, da je šla splaviti otroka. Gretina mama, ne? Gretina mama v tem primeru, ja. Potem celo življenje delala pokoro, ne vem, a so jo ali jo niso, Gretina mama jo je. No, nekaj moških je pozitivnih, ne? Sprva nam je tudi Gretin ljubimec, ne? Ja. Zelo nekako zlezel v srce. Čeprav smo nekako slutili, ne? Kaj bo. Veste, v romanu dejansko ni tako izrazitih negativcev, razen sodnika. Ja. Razen sodnika, ki je pač moral biti tak. Izrazito negativnih oseb pa ni. Recimo tudi v tem kraju, kot ga opisujem, ne, zgodba se dogaja v Lichtenwaldu, to je Sevnica današnja. Zakaj? Zato, ker sem jaz iz tam in ker poznam kraj, poznam zgodovino, predvsem poznam ta grad, pa Lutrovsko klet. Ki je spodaj, ne? Ki je spodaj pod gradom, ja, in ki res ima te legende, da so noter pač maševali po luteransko, celo Dalmatin naj bi tam Biblijo prevajal. Tako da zgodba se tam dogaja in vse... V času 30-letnih vojn, ne? To je bilo v času 30-letne vojne. Mogoče sam dokončam, da vse osebe, ki sem jih vključila, pač so vaščani, a ne, nekaj pač je prišlekov še potem, ampak so dobre. V bistvu so dobre, ne.
kraj je poln dobrih ljudi. Krojačica, recimo, dobro. Ja, pač celo župnika, ki v bistvu skozi svari pred hudičem in vsemi demoni iz pekla, se na koncu izkaže kot zelo dober človek. Tako da dva negativca sta na koncu sodnik, ker pač eden le mora biti, pa seveda tale nesrečni Johan, ki pa sem ga tudi prikazala pač kot nekoga, enega nižjega plemiča, ki stremi k temu, da bi v družbeni lestvici zlezel višje in je zato pripravljen tudi marsikaj narediti. Ja, žal, ja. Še kar. Mogoče, če sem dokončam za ta 30-letna vojna, to je bila pa vojna, to je bila zelo kruta vojna, v Evropi se je bila med katoliki in protestanti. To so zmagovali malo katoliki, malo protestanti, na koncu je končala z Vestfalskim mirom, ko so si v bistvu nekako razdelili Evropo, je pa v bistvu šlo za premoč bolj kot ne v Svetem rimskem cesarstvu, kamor smo spadali tudi mi. No, niste pa ostali samo pri teh dveh verstvih, ampak ste vpletli tudi islam, pa tudi pravoslavje. Ja, a veste, to je pa tako, ker sem želela bralcu pokazati čim več, čim bolj bogato knjigo narediti in sem vpletla tudi islam. V knjigi je oseba, ki pride iz Srbije in je muslimanka. Zakaj je muslimanka, to se v knjigi prebere. In v bistvu moram reči, da sem zelo uživala, ko sem pisala te pogovore med recimo Greto in njenim očetom, pa tudi med še to osebo zraven, ker njen oče, Gretin oče, je prikazan kot zelo strpen človek, kot nekdo, ki spoštuje vse in vsakogar in ki spoštuje vsako veroizpoved. Tudi zelo učen, ja, za tiste čase. V bistvu za tiste čase zelo izobražen, to sem potem morala tudi nekako plesti, zakaj je bil, ker seveda ljudje niso bili takrat, sploh ne podložniki. In v bistvu mi je bilo prav lepo pisati o Bogu in to o krščanskem ali pa muslimanskem Bogu ali pa recimo različici krščanskega. In v bistvu sem hotela bralcu povedati, lejte, popolnoma vseeno je, katerem Bogu moliš. Pomembno je samo, da je dober, sočuten, da uči ljubezni. Recimo to je nekaj, kar se vleče skozi celo knjigo, tudi kar oče, Gretin oče vse skozi govori. Bog je vse povsod, ne najdemo ga samo v cerkvah. On izrecno velikokrat reče, ni treba biti med mrzlimi zidovi, da najdeš Boga. Mislim, da je noter celo odstavek, ki pravi, Bog je v pišu vetra, v volku, ki ujame srno, Bog si ti, Bog so zrele jagode, ki se ti v ustih stopijo. Bog je vse povsod in je dober in je nekaj, kar nas združuje, ne pa kar nas razdvaja. No, ta del zgodovine vas očitno zelo zanima, Nekje sem prebral bolj kot pa recimo naša polpretekla zgodovina ali pa ta bližnja, bolj ta srednji vek, v bistvu že bolj konec gre, ker se vidi iz knjige tudi veliko poznavanja tudi nekaterih piscev iz tistega časa, ogromno knjig tam, ko so selili knjige. A takrat je bilo to napisano, sem si dejal sam, ko sem to prebiral. Internet, Google, striče Google. Malo sem si pomagala. Vas pa zanima ta del? Absolutno, to je v bistvu obdobje naše zgodovine, ki je izjemno zanimivo. Vojne, verske vojne, preganjanje čarovnic, človeški raziskujoči duh se prebuja, počasi cerkev izgublja monopol nad znanostjo, ljudje začenjajo počasi spoznavati svet. Pride Galilej ali pa pred njim Kopernik in rečejo, ni res, da je Zemlja ploščata, ni res, da se vse vrti okrog Zemlje, Zemlja se vrti okrog Sonca. Zelo je eno tako obdobje, ki je sicer šlo počasi, glede na to, kako danes hitro teče čas in kako se hitro znanost razvija in tehnologija, ampak vseeno, to je obdobje, ki je tako en izjemen preskok naredilo človeštvo iz tistega temnega, tako rečemo, jaz mu rečem temni srednji vek, ker dejansko ni bil tak temen, srednji vek je bil v primerjavi z tem obdobjem mogoče celo boljši. Takrat je recimo cerkev bila dosti bolj prizanesljiva, ni preganjala čarovnic, takrat se to ni počelo. In visoki srednji vek je obdobje, ko je prebivalstvo naraslo,
Ko dejansko so ljudje začeli boljše živeti, je imela pa cerkev absoluten primat, zelo, ker je bila centralizirana, je imela tudi drugačno oblast nad ljudmi, kot so imeli posvetni vladarji. Čeprav so se skozi tepli med sabo, ne, papeži pa vladarji, ne, kdo bo zdaj nad kom prevladal, ne, zdaj papež je bil nad dušo, vladar je bil nad drugim, tako da tukaj so bili skozi neki konflikti, ampak ljudje so mogoče celo boljše živeli do prihoda kuge, do prihoda črne smrti, to, ki je prišlo v 14. stoletju, ki je prišla kuga, tak velik val kuge, ki je pomoril ogromno ljudi v Evropi. No, do takrat niti ni bilo tako zelo slabo, ne. In ko je prišla kuga, takrat so ljudje začeli takrat je v bistvu bilo eno zelo velika nesreča je bila to, ne. Ljudje so se spraševali, kaj so storili, da je Bog nad njih poslal nekaj tako groznega. To se zdaj sprašujemo, ne? Ja, to se zdaj lahko sprašujemo, ja. Kaj smo naredili, ne? Da smo en leto že zaprti. Ja. Predvsem pa mislim, da nam je boljš, kot je bilo ljudem takrat, ki absolutno niso imeli pojma, ne, odkje je kuga zdaj prišla in kako se to prenaša. Tako da, veste, ogromno ljudi je takrat pomrlo in tudi tukaj je ena stvar, ki je vplivala na cerkev, da je ogromno duhovnikov, takih pravih učenih duhovnikov, no, ampak rečemo kvalitetnejših duhovnikov pomrlo. In takrat je cerkev zelo na hitro rekrutirala ljudi, ki pa niso bili sposobni tega duhovniškega poklica kot njihovi predhodniki. Ne? S tem, tudi to je eden od razlogov, da je cerkev začela drseti v krizo, ki je potem se eskalirala z pojavom protestantizma. Tako da čarovniški procesi se niso dogajali v srednjem veku. Čarovniški procesi so se dogajali v novem veku. Novi vek se začne leta 1492, ko je Kolumb odkril Ameriko. To je 17. stoletje, to je že kar precej časa po tistem. Tako da to je novoveški izum, jaz temu rečem, ne. In če se je pojavil takrat, upajmo, da se ne bo še kdaj, ne. Mogoče v drugi obliki. No, knjiga je zagotovo pisana tekoče, dosti preprosto besedišče, torej ne za najbolj zahtevne bralce, čeprav sem prepričan, da jih bojo tudi tisti brali, ki radi recimo posegajo po Dostojevskem, drugim. Ampak to mene malce čudi, ne, sodni spisi, ne, so pa bolj tako zakomplicirani, ne za laike. Sodni spisi so dolgočasni, to pa ni dolgočasno. A veste, kaj vam bom povedala? Sodni spisi so dolgočasni in napisani še v 100-krat bolj preprostem jeziku včasih, a ne? Ampak jih ne razumemo glih, ne? Ja, odvisno, kakšen ga berete. Absolutno pa niso zanimivi, ne, razen če gre mogoče res za kakšen zelo odmeven proces in je noter kakšna zelo napeta zgodba, ampak drugače ni nekaj, kar bi človek bral. Jaz sem želela to knjigo dati med širšo publiko. Pa tudi, a veste, tako se mi zdi, človek ima en slog, in ga pač imaš in se ga ne moreš znebiti oziroma ga spremeniti. Tako da jaz imam en tak slog, vsi pravijo, da je zelo berljiv, kar mi je zelo všeč, ker vem, da če bi bila zadeva napisana bolj zakomplicirano, bi veliko bralcev odvrnila. Recimo, meni je najljubši pisatelj Umberto Eco. Ampak jaz vem, da se veliko ljudi ne pretovče čez recimo njegove strani, ker on bogato opisuje, našteva stvari, besede, ki jih sploh ne poznamo. Ko opisuje recimo kakšne cerkve ali kaj podobnega. Že tudi ime Rože, ne? Ja, že ime Rože je zelo tak filozofski naslov. Ampak meni recimo to paše, ustreza, marsikomu pa ne, in sploh ni potrebno, da recimo ni izobražen, ne, spoznam hudo izobražene ljudi, ki se ne pretovčejo čez Umberta Eca. No, pa ki tudi čisto nič ne berejo, ne? Mogoče tudi to res, ne, ja. Ja, tudi jaz. Sem pa želela, da knjiga pride do ljudi in da pride v jeziku, da bojo razumeli. Meni, veste, je v bistvu užitek ljudem pripovedovati o zgodovini na tak način. Ker potem mi vedno reče, pa to je pa tako zanimivo. Pa jaz rečem, ja seveda, ne, se zgodovina je lahko blazno zanimiva. Jaz vam bom povedala Henrik VIII, ne. Mislim, a je še kaj bolj zanimivega, kot je Henrik VIII in njegovih 6 žena,
ne, ki je prve se ločil oziroma razveljavil zakon, drugi je glavo odsekal, ta tretja je umrla, potem je spet se ločil, pa spet glavo odsekal, pa preživela. Mislim, in v bistvu cela zgodba Henrika VIII, kakor je kruta, ne, ker je ogromno ljudi umrlo, seveda zaradi njegovih tiranskih izpadov, ne, je pa zelo zanimivo, recimo, kako je do tega prišlo. Ne. Od tega, da se je udaril v glavo in je vplivalo na njegovo frontalni možganski reženj, da je postal čist drugačen osebnostno. Pa recimo to, ne, da angleška cerkev, ki jo pa tudi malo pletem, ne, noter, zato da bi ljudje razumeli, kaj sploh je anglikanstvo, ker jaz ne vem, če se to razume. Ne. Kaj pa je, a vemo, kaj je anglikanska cerkev? Ne. Še jaz sem bila tako, kaj pa je. To je v bistvu nekaj vmes med protestantsko cerkvijo in med katoliško. Ima prvine ene, ima prvine druge. Ne. Tam se je zgodilo to zaradi strasti, silne strasti vladarja, ki si je želel naslednika in ki ga ni mogel s prvo ženo dobiti, pa še zaljubil se je nesmrtno, ne, je hotel tisto žensko, ki pa je niti sploh ni bila lepa, tako po nekih takratnih merilih, je hotel na vsak način dobiti jo in ker ni hotela biti priležnica, je šel in je razrušil celo kraljestvo. Tako, ja. Zaradi strasti. In zato so v knjigi tudi nekaj napišem, strast je tista, ki gradi in ruši tudi najbolj trdne mostove. Ne. Jaz še vedno mislim, da so čustva, človeška čustva tista, ki bolj ženejo stvari naprej ali pa spreminjajo svet kot razum. In še vedno mislim, da je včasih treba tudi bolj poslušati srce kot razum. A greva obdobje, ko je knjiga zagledala luč sveta, to je bilo zanimivo obdobje. To je bilo izjemno zanimivo obdobje. V bistvu celo srečnim koncem takrat, ne? Zdaj ne vem kaj, lejte tako, ta knjiga je seveda nastajala že mnogo pred mojim lastnim čarovniškim procesom, ki si nisem nikoli mislila, da se bo zgodil, ampak dobro, hvala Bogu nisem končala tako kot Greta, ne. Ampak seveda, ko sem pa pisala zadnji del knjige, ne, sem pa že kar bila globoko v svojem procesu. Ampak lejte, takole bom rekla, izkušnja, ki sem jo jaz imela s svojim sinom, je bila tako močna, da me nobena stvar več ne bo podrla. In recimo nekaj tazga, kar se recimo meni zgodilo, so mi drugi sodniki rekli, jaz pa ne bi mogel to, ne, res ne bi mogel tega grozljivega medijskega pritiska, teh groženj, ki so prihajale in tako naprej preživeti. Ne. Jaz pa zaradi neke zaradi skupine na Facebooku, zapisa na Facebooku. Ja. In jaz pa nekako... Ampak zaprte skupine, ne? Ja, to je bil zaprt profil, ja. Ampak, veste, jaz sem pa to kar odmislila. Zato, ker pa sem, kot sem rekla, ne, ni hujše stvari v življenju, kot je to, da na rokah držiš otroka in ne veš, a bo zadihal. Mislim, je še ena hujša, sam Bog ne daj, da se zgodi. No, in knjiga je pa prišla potem, ko je bil pa disciplinski postopek končan, zaključen. Tako po enem čistem naključju se je založba, v bistvu prva založba, ki sem ji ponudila, se je zelo hitro odločila, da bojo to izdali in so potem, bom tako rekla, smo pač val, ki se je takrat malo hotel zgrniti name, zajahali. Tako, če povem bolj slikovito. No, lepo. No, knjiga je šla pri založbi Primus, ne? Kako pa je prišlo do tega? Zdaj, verjetno ste knjigo napisali, pa potem dejali ste eni založbi poslali, pa je bila takoj zainteresirana. Ste imeli še drugo v mislih? Veste, jaz sem se že na začetku odločila za manjšo založbo, ker sem sklepala, da imajo večje založbe verjetno že vnaprej predvideno, kaj bojo izdajali. In Primus, ko sem spraševala ljudi malo, katera založba bi bila primerna, Primus se je velikokrat omenil. Pa še blizu, ja, ne? Ja, pa nisem vedela tega sploh takrat in no, sem blizu Sevnice, tako, iz Brežico. Ampak sem rekla, gremo probat. Lejte, jaz iskreno vam povem, jaz nisem mislila, da bo to se tako zgodilo, niti si nisem mislila, da bo knjiga dejansko všeč ljudem, ker je pač malo drugačna, ne? Ker ni pisana v današnjem času, ni veliko takih romanov, ne, na Slovenskem, zelo malo pisateljev se tega loteva. Jaz sem pač njim poslala in že takoj dobila odgovor, v kolikem času oni to lahko preberejo, pogledajo. Poslala sem jim že lektorirano verzijo, tako da je bilo tudi malo lažje za njih. In so tako, v bistvu mislim, da preko 14 dneh sem dobila odgovor, da bi oni to izdali.
Pa še takrat sem bila malo v dvomih, tako, a res, a bo to dosti dobro ali ne, tako da to, kar slišim od vas, lejte, je nekaj najlepšega, kar lahko pisatelj sliši. Ja, res je, čudovita knjiga, ne? In tudi nekaj kar zanimivih ljudi je že tudi kaj napisalo o tej knjigi, naprimer Nataša Pirc-Musar je tudi, ne? Mislim, da je imela celo predstavitev z vami, ne? Je to bila tista premierna? Ja, to je bila predstavitev v Ruski dači, v Gameljnah, Ljubljani, to je ena izjemno lepa hiša, ki stoji pač v Gameljnah, v ruskem slogu, hiša, ki je zavarovana, zaščitena, in jo je gospa Musar s svojim soprogom, oziroma njen soprog z njo, sta jo skupaj obnovila in je krasna in tam lahko prespite in lahko greste na kavico ali pa na kaj močnejšega, v glavnem krasna je, noter imate, vse je zgodovinskem, vse je v takem starinskem stilu, no. Njen mož je pa tudi ena taka enciklopedija, no, kar se tiče tudi zgodovine. Ker nekaj predstavitev je že bilo, ne? Pa še načrtovanih, pa tudi nekaj gostovanj, ne vem, Zarja, Jana, Nedelo, no tega sem zamudil, ne? Ja, veste, to je tako, ne, seveda je zanimivo, kako je to sovpadlo, ne. Recimo moja lastna zgodba in ta zgodba, tako da... Torej, sodna zgodba, pa potem pisateljska, ne? Tako, ja, pač tisto, kar sem jaz, pač kar sem šla čez ta disciplinski postopek in potem tale zgodba, ne. In so se tako take vzporednice so se povlekle, oziroma so jih ljudje malo povlekli, in seveda vse skupaj še bolj zanimivo. Ampak iskreno vam povem, zelo iskreno, da se zelo želim, oziroma bi si želela več takih pogovorov, kot jih imava midva, to se pravi o knjigi, ne toliko pač o tem času ali pa o tem, kar se je zgodilo pač v tem naši nesrečni Sloveniji, kjer se zdaj dogaja tudi en razkol, ne, ampak da se pač bolj koncentriramo na to. Čeprav po drugi strani je pa tudi prav, da se pa govorijo tudi stvari, ki so zdaj aktualne in ki bodo vplivale na našo prihodnost. Tako da zgodovina se ponavlja, pravijo, in jaz si ne bi želela, da bi se ponovili kaj tazga, kar se je takrat dogajalo. No, nagobčnike si pa ne bomo dali na usta, ne? Lejte, tako... Absolutno si ne želim, da si kdorkoli da nagobčnik na usta. Seveda s tem, da se upošteva tisto, kar se pač mora upoštevati, to se pravi kakšnega hujskanja, sovraštva ali pa kaj tazga, da se seveda tega vzdržimo. Drugače pa je prav, da se usliši vsakega. In človekove pravice, med katerimi je tudi pravica do svobode govora, so temeljne pravice, so neodtujljive pravice, ne smemo si pustiti kaj takega vzeti. Poleg tega, da sem proučevala 17. stoletje oziroma čas reformacije pa protireformacije, sem dosti natančno proučevala tudi obdobje 30 let prejšnjega stoletja v Nemčiji, ko se je zbudil nacizem, kako se je razvijal in tudi kaj se je sodišči takrat dogajalo. Veste, v Nemčiji gredo nemški sodniki na proteste. Zato, predvsem proti skrajnim desničarskim idejam, zaradi tega, ker pravijo nikoli, ne želimo si, da bi se zgodilo kaj tazga, kar se je našim starim staršem. Če bi oni takrat povedali, mogoče ne bi prišlo do take morije, do kakršne je. Tako da, če se je zgodilo ne tako daleč nazaj, se nam mogoče še lahko ponovi. In človekove pravice so tako pomembne tudi zato, ker so ljudje umirali zaradi njih. To se moramo zavedati. Veliko ljudi je umrlo, dalo svoje življenje za to, da mi lahko danes svobodno govorimo in da nas zato nihče ne more preganjati. In to je nekaj, kar bom vedno razglašala. Varujmo te pravice. Ne pustimo si jih vzeti, ne pustimo si jih neutemeljeno omejevati. Sploh svoboda govora ni nekaj, kar bi bilo povezano z boleznijo, recimo, ne, ko je upravičeno omejevanje zbiranja, recimo. Jaz se zelo globoko čutim, kar v tej smeri, nam so že kot pravnikom, že v prvem letniku so nam ubijali v glavo, kako zelo pomembno je to. Tudi zato, ker smo tudi mi šli čez eno obdobje, kot tega nismo toliko poznali.
Tako da ja. In je prav, da to ohranimo, ne? Jaz Pa mislim se borimo za to, absolutno, ne? da je prav, da se za to tudi borimo. Tako, ja. No, vi se pa že kaj borite z novo knjigo, z drugo? Ja. Čeprav ta je še tako sveža, ne? Ja, ta je kar sveža in sem res toliko vesela, res vam ne moram sploh opisati, koliko sem vesela, da so jo ljudje sprejeli. Da so dejansko to knjigo sprejeli in ker vsak pisatelj je malo nesiguren vase, ne? In si misli, a bo ljudem, ker to je tisto, kar v bistvu največ pomeni, da ljudje berejo. Kaj to, če kaj zasluži? Vse Sloveniji ne zaslužiš. Imate spominsko knjigo, si shranjujete? Mislim, ker zbiram. Je kar dobro, ne? Ja. Daj nazaj pogledati. Recimo vaš komentar je bil, jaz sem se tako dobro počutila še par dni. In naslednja knjiga, jo že imam v glavi, jo bom pa postavila najverjetneje v čas kuge, ampak kuge, ki je pri nas kosila v 17. stoletju. To se pravi, to je bil drugi val kuge, ki je pri nas tudi postavil dosti kužnih znamenj po slovenskih mestih. Kužna znamenja, če jih vidite, to so iz 17. stoletja v glavnem. Bil je tudi tak zelo hud val kuge, ljudje še zmeraj niso vedeli, odkot in kako se to prenaša. In bom poskušala v tisti čas spet uplesti zgodbo, močno zgodbo. Tudi tako lepo ljubezensko zgodbo? V vsaki knjigi mora biti kaj ljubezni. Mora biti, ne? Jaz mislim, da ja. Pa tudi erotike malo, ne? Ja, seveda. Ker to beremo, ne? Tudi to je v tej knjigi, ne? Ja. Pa verjetno to ne bo ta druga, zadnja, ne? Če bo takole šlo naprej, če bo ljudje radi to brali, z največjim veseljem pišem naprej, ker mislim, da je to tisto, kar bi jaz morala v življenju početi. In vi tudi sami radi knjigo v rokah držite, ne? Bolj kot pa surfate po računalniku, ne? Pa po jaz berem predvsem biografije znanih osebnosti in berem zgodovinske romane. Zdaj pri nas jih pač ni toliko, berem v glavnem tuje avtorje, veliko Angleže berem, ker sem malo tudi povezana z Anglijo, ker sem pač živela gor nekaj časa. V njihovem originalnem jeziku? Ja, v njihovem originalnem ali pa prevodu. Jaz tudi zelo rada berem v slovenščini. Vse, kdo me je vprašal, bi mogoče v angleščini pisala. Ne, ker je slovenski jezik tako lep, tako bogat, ne bi pisala v angleščini, čeprav mogoče bi lahko. Ampak jaz želim slovensko pisati in tudi nekateri prevajalci pri nas so tako dobri, da raje preberem slovenski prevod kot pa recimo angleški original, ker si s tem bogatimo besedišče slovensko in res imamo lep jezik, izjemno lep jezik. Angleži nimajo dvojine, ne? Ja, nimajo, ne, imajo pa recimo bolj enostavno slovnico, ne, kot jo imamo mi, ampak ravno zaradi tega je ta naš jezik tako čaroben. Včasih se mi zdi, da smo ne samo na jezik, kar na samo Slovenijo, kar čas malce mačehovski, ne, kar ne preveč ponosni. Sej se imamo za neke domoljube pa tako, ne, ampak mahamo z zastavicami, ampak tako lepa je Slovenija. Letos pa lani se mi zdi, da smo jo na novo odkrili, ne, ker kam drugam, ali pa občine smo celo odkrili, ne, svoj rodni kraj. Ja, Slovenija je majhna, ne, svet se je odprl, zdaj bi seveda vsi si želimo videti, kaj tudi jaz si še želim, evo priznam, da bi rada šla še par stvari pogledati v svetu, ampak ja, je pa res, da Slovenci velikokrat nekako skoraj zaničujemo tisto, kar ustvarimo. Jaz ne vem, a smo toliko zavistni, pa ne bom rekla recimo, da tudi, ne vem, recimo sebe lahko kdaj pogledamo, ne, pa ni prav, ne, ni prav. V tej knjigi tako tudi poskušam pokazati, kako prav je, da pustimo drugemu, da je, kar je in da smo v bistvu hvaležni in veseli. No, se mimogrede lahko omenimo tudi Gretinega brata, ne, je bil mogoče na tisto prvo žogo zelo hud, ampak potem bi bil pa najbolj stren na nek način, ne? Ja. Ljudje, ki mogoče ne pokažejo toliko čustev, so lahko na koncu najbolj strti, ker jih v sebi, predvsem moški, toliko časa čustva
zadržujejo, da potem izbruhnejo. Ženske smo bolj take, da to dajemo ven, ne. Tudi v medsebojnih odnosih, tudi ženska, ne, bolj smo take. Saj ne vem, kaj je bolj prav, lejte. Verjetno je, ne vem, oboje prav. Jaz samo vedno pravim, da naj nas ljubezen povezuje, no. Naj se kljub vsemu, vsej različnosti poskušamo biti strpni drug do drugega in bo življenje vseh lepše. To je tudi sporočilo te knjige, no. Recimo, ki ga zelo skozi verstva, ne, razlaga. No, zagotovo je, kar se knjige tiče, zanimivo tudi to, da je kar precej strani, Ja. po drugi strani pa gredo hitro naprej, ne. Nekateri vaši bralci so vam povedali, da so jo prebrali na en mah. Ja. Jaz se ne morem s tem pohvaliti, ne. To je pa tisto, ne, ker smo malce preveč v teh socialnih omrežjih že, preveč na internetu, preveč spremljamo te naslove in potem ti kar zmanjka koncentracije, da lahko bereš, ne vem, 100 strani na mah, 200 strani na mah, ne. Ja, jaz sem bila zelo presenečena, ko so meni govorili 500 strani, a veste, sem Kako pa pisala vi v čisto berete? drugem Tudi lahko formatu. celo knjigo na mah ali tudi tako? Jaz moram reči, da imam to srečo, da se zelo lahko koncentriram, tako da nimam recimo tega, da bi mi misli bežale. Kar sem v bistvu presenečena, no? Ker včasih mi kolegi rečejo, ja, ti se usedeš pa napišeš, ne. Ja, saj kaj pa drugega, ne. Ampak ne, ljudje, ja, so zelo tako, mogoče ja, tudi zaradi socialnih omrežij in zaradi vsega tega nam bežijo misli, sem in tja preveč je vseh informacij, ne. Pa vmes mobitel, malo zapiska, ne? Ja. Jaz imam rada papir, še zmeraj. Jaz mislim, da človeški možgani čisto drugače reagirajo in dojemajo informacije, ki jo dobijo s papirja ali pa z ekrana. Vem, da nekateri lahko berejo z ekrana, jaz to ne morem. Pa si že vzamete tudi recimo pravico, jaz si včasih nisem, sem imel kar slabo vest, ne, ko sem eno knjigo vzel v roke, mi je bilo kar malce tako težko odložiti, če me ni zanimala, ne. Zdaj si to dovolim, ne. Jaz mislim, da to je prav. Ampak- Glejte, berite tisto, kar vas zanima, tisto, kar vam je všeč. Torej vedno preberete tisto, kar vam je všeč do Jaz konca? tudi moram reči, da Ali pa odložite? tudi odložim, ne. Sej malo je potem tako gledam tam na nočni omarci nekaj časa, pa no, pol jo pa počasi pospravim, ne, ali pa jo podarim komu drugemu, ali pa ampak jaz sem si tudi, potem si sami sebi rečemo, ne, beremo tisto, kar nam je všeč, tisto, iz česar se kaj naučimo, če se pa želimo to naučiti. Zato je recimo sem jaz želela v knjigi narediti zgodovino toliko zanimivo, da bi ljudi potegnila, ne, ker se zelo dobro zavedam tega, da lahko bralec po nekaj straneh neha. Ne, ker tudi jaz sem že. Ko sem pisala, sem si rekla, joj, upam, da bo na začetku dosti zanimivo, ne, ker začetek mora biti, da potem ustrajaš, potegne, ne. Tukaj je konec najbolj zanimiv, ne, mislim, čeprav potem, tudi- kar mi drugi povejo, Čeprav ne. tudi začetek, ki je lahko tudi konec, Tudi začetek, ja. Zato sem na začetek dala nekaj zelo, zelo močnega, da potem, ko greš, ne, če se že malo težje prebijaš, rečeš, okej, se bo, ne. Pa še malce upaš, ne, Ja, da bo se pa bo. mogoče še Ja, bolj mogoče bo srečen pa konec, drugače, ne. mogoče pa ne bo tako, ne. Ja. Ampak glejte, konec je, kakršen je. Nobena od oseb ali pa žensk, ki sem jih jaz, ko sem šla v arhive in ko sem pač malo prebirala o teh čarovniških procesih, ker obstajajo, pri nas, veste, imamo v arhivih zapise, sicer v gotici, ne, kar je spet ena stvar, ki jo jaz ne znam brati, ne, tako da rabim transliteracijo tega. Imamo zapise prav sodnih postopkov, ko so ženske bile poslane potem obtožene čarovništva in potem poslane na grmado. In ta postopek ni šel kar tako, ne? To so bila pravila, ne? Ja. Čist po pravilih. Najprej No, se je zgodilo to, potem to, je kar potem marsikaj to, opisano, ne. Ja, in to sem jaz tudi dala noter. Marsikdo me vpraša, kako si lahko torturo opisovala. Ja, tako je bilo. No, ko jaz recimo pišem o kakih svojih knjig o svojem kraju, vedno potem čakam odzive, če sem ga kje polomil, ne. Ja. Vi ste pisali veliko tudi o Sevnici, okolici. Ja. Ste ga kje polomili? Zdaj, jaz Verjetno nisem sem tega ga kaj, opazil, ne. Verjetno sem ga kaj, ne.
Zdaj ti Hribček je, ne? Hribček je, Lutrovska klet je, grad je, sigurno sem ga kaj polomila, ne? Sigurno, jaz zdaj sam čakam, da mi bo en ginekolog prišel pa povedal, da je pa porodi niso bili, ampak zaenkrat še ni, no. Sem poskušala biti, kolikor se da, avtentična, ampak ja, ne, potem rečem, to je pisateljska svoboda. Ja, seveda. To je roman, veste, to ni neka... S tistimi zdravilnimi zelmi, ne, poskuse delati okrog, recimo splavov, pa tudi bolj, da ne. Veste, da sem jaz to iz ene nemške knjige v bistvu prebrala, pač kako, oziroma katere zelji so babice uporabljale za splave. Ker tega so se takrat lotevali v glavnem z zelmi, to je seveda bil smrten greh. Zdaj, če so ta prave zelji, jaz res ne vem povedati, ampak... Tako da ni treba to praktično preizkusiti. Mogoče ni treba probati, ne? Ja, tako. No, kje se... Če smo v pričakovanju, pa res ne. Ampak tako nekako sem jaz iz teh različnih virov, ne, pa malo sem šla gledati seveda po internetu, razbrala, da so pa to zelišča, ki pa lahko pripeljejo do splava. Čeprav velikrat je bilo to seveda neuspešno. Ne. Bodo tisti, ki, ne vem, knjige 3 imate s sabo, ne? Ja. Bo to možno tudi po predstavitvi kupiti? Ja, seveda. Bodo tudi počaščeni s kakšnim podpisom? Ne? Ja, jaz sem. Drugače pa knjiga, zdaj jo imajo v vseh knjigarnah, ne vem, kako je v Zagorju, ampak Mladinska knjiga jo ima. Potem je tudi, ne? Ja, potem Državna založba jo ima, pa na Primusu se naroči, je pa že ponatis. Kar sem pa presenečena in vesela, ne. Da upam, da bo šlo tako naprej. Upam, da boste brali zdaj, če ste že ali pa če še niste, vam priporočam, če vas zanima to, da spoznate mlado žensko, ki je živela v tem času. S poudarkom na lepo, ne? Ja, lepo, ja. Razgledano. Ja, to pa tudi je ena taka... Nemško govorečo tudi, ne? Ja, veste, to vse niso bile podložnice, ne? Ker mi Slovenci smo bili podložniki v glavnem. Tu pa tam je bil kakšen baron tudi, ne? Ali pa vitez slovenskih korenin ali pa rodu, v glavnem smo bili pa podložniki in seveda niso znali tudi brati pa pisati, ne. Zdaj, da sem jaz njo naredila takšno, sem pač eno predzgodbo morala narediti in upam, da mi je ratalo, vsaj koliko verjetno. Ker da je bila zanimiva zgodba, pa da sem malo pletla tele protestantske knjige, je pa vseeno morala ženska kaj prebrati. Opletli ste tudi te kmečke upore, ne? Ja, to tega mogoče nismo omenila, ampak res se, ne bom dejal, ne, da se kakšni upori lahko tudi z lepo besedo ustavijo, ne? Tu se pa mogoče s kakšnim kozarčkom, pa s kakšno pojedino, ne? Pa tudi z lepo besedo na nek način. Ja, lejte, kmečki upor je res bil tistega leta. 1635 je bil res velik slovenski kmečki upor. Jaz sem si to svobodo dovolila, da sem Sevniški grad, da je pač pisala, da se je Sevniški grad ohranil, ni bil požgan v tistem uporu, ker je zemljiški gospod takrat pogostil puntarje. No, to se je zgodilo prej, v prejšnjem hrvaško-slovenskem kmečkem uporu, ki ga je vodil Ilija Gregorič. Takrat je res na Sevniškem gradu takratni oskrbnik pogostil puntarje, pa je bil tudi dober do kmetov, oziroma pa rečemo vsaj ne toliko krutko, ker so bili ostali in so uporniki pustili grad, ne, ker so ponavadi gradove požgali, pa tudi pobili so gospodo. No, tukaj sem pa pač to predstavila v letu 1635 in poskušala predstaviti, da razloge za upor, ker marsikdo pri nas vemo, se ne vemo več, ne, zakaj so sploh bili upori, ne, ja, neki so se proti gospodi borili, ja, zakaj pa, ne, da to predstavim, pa zakaj so vpili Stara pravda, ne, ker takrat so se borili za Staro pravdo in je to razloženo v knjigi. Lichtenwald je bil eno tako zavetje, no, sem ga naredila zavetje pred zunanjimi nevarnostmi, ne, procesi čarovniški še niso hlastali po njem in tudi kmetje niso prišli, da bi ga zrušili.
tukaj sta dve ključni figuri, ena je župnik, zelo pomembna, ne, v tistem času v vsakem kraju, ta druga je pa zemljiški gospod. Baron, ki je pa čist resničen, ne. Baron Inocenc Moscon je res živel. In naj vam povem eno zanimivost, baron je izbral za svojo grobnico lutrovsko klet. In po drugi vojni so krsto z njegovim truplom in s truplom njegove žene, oba sta bila v lutrovski kleti pokopana, vzeli ven. Eni pravijo, da je imel 6 prstov na eni roki. Jaz sem mu pa 2 odsekala. Nekaj je že moral prideti, da je bilo v zvezi s prsti. Kakšen je pa res bil ta gospod, ne vem, ne? Jaz sem ga zelo prijaznega naredila. Ja, zelo prijazen, pa tudi razgledanega. Lahko bil hvaležen, če ni bil tak v resnici, če je kje gor. Ja, to je bil baron Inocenc Moscon, ki je veliko gradov pokupil po Sloveniji in tam v Posavju je imel prav veliko gradov v lasti. Cela rodbina Moscon. Jaz sem ga prikazala kot človeka, ki ima rad življenje. Za konec, komaj čakam, da zvemo še kaj o kugi, v vašem naslednjem delu, mislim, da je tudi ena taka, se mi zdi, tema, ki bi bila zanimiva. Čeprav smo je malce naveličani neke druge kuge, ampak ne. Ja, ampak ta kuga, ki jo imamo, hvala Bogu, za sabo in zdaj seveda vemo, kako se je prenašala, je ogromno je vplivala na človeštvo. Neverjeten vpliv, ki si sploh misliti ne moremo, koliko je v bistvu kuga spremenila svet. No, zato pa še ne vemo, čisto dobro, ampak ga je kar. Ampak mislim, da verjetno ga pa bo. Ja, verjetno ga bo, jaz upam, da v dobrem smislu. No, jaz tudi upam. Hvala vam. Hvala vam za povabilo. Vam pa tudi hvala, ker ste prišli po dolgem času spet v knjižnico.